Ljudje smo prepričani, da je za smeh potreben dober smisel za humor. Mednarodni inštitut za smeh Maribor dokazuje, da to ne drži. Vaditeljice joge smeha na delavnicah namreč iz ljudi izvabijo smeh skorajda na ukaz. Smejalna terapija temelji na konceptu smejanja brez razloga. Pri naši vadbi ne vzganjamo nobenih komedij, si ne pripovedujemo šal, ampak se za smeh preprosto odločimo zaradi pozitivnih učinkov, ki jih ima smeh na naše telo. Zdaj sama vadba ponavadi poteka v skupini, temelji tudi na očesnem kontaktu in predvsem ves čas se tudi udeleženci gibajo po prostoru, iščejo očesni kontakt drug z drugim in potem v bistvu se izvajajo razne te smejalne vaje, ki nas potem tudi pripravijo do samega spontanega smeha. Smeh ima na naše telo ogromno pozitivnih učinkov. Sproščajo se hormoni sreče in znižujejo stresni hormoni. Kadar se smejimo, s tem tudi masiramo naše notranje organe, potem smeh dokazano tudi znižuje krvni pritisk, krvni sladkor. Kadar se smejimo, dosežemo tudi večji vnos kisika v naše možgane, zaradi česar se po sami vadbi počutimo bolj sproščene, bolj optimistične, motivirane. Preboj v smejalni terapiji je bil narejen aprila letos, ko so Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor prvič izpeljali smejalno terapijo za gluhe in naglušne. Ta vadba je bila zelo specifična. Moram povedati, da sem imela pred samo vadbo kar precejšno tremo, ker nisem vedela, kaj naj pričakujem, ali bo takšen odziv, kot smo ga navajeni, ali ne bo, ali se bodo gluhi smejali, ali se ne bodo, na kak način vse skupaj bo potekalo. In potem v bistvu sem bila strašno presenečena in navdušena, kajti v bistvu prihajajo iz njih tako glasen smeh, da osebe sploh v bistvu ne bi, če ne bi bili prisotni zraven, ne bi sploh vedeli, da so to gluhe osebe. Tako da so se v bistvu izredno sprostili, zelo pozitivni občutki so nastali po sami vadbi. Gluhe smo pripravili do smeha predvsem na način, da smo nekako prilagodili tudi same vaje, ki smo jih izvajali. Zdaj vaje so temeljile predvsem na očesnem kontaktu, na mimiki, na raznih kretnjah in smo na tak način v bistvu tudi spodbudili smeh iz njih. Priložnost, da se gluhi in naglušni nasmejijo iz srca, bo že 3. maja, ko po vsem svetu obeležujejo dan smeha. V Kopru ga bodo letos pripravili že 5. zapored. Obljubljajo pester in zanimiv program. Letošnja prireditev bo posebej namenjena pripadnikom ranljivih skupin. Omogočen bo dostop z invalidskimi vozički, prisoten bo tudi tolmač znakovnega jezika. S skečem Čuden ulov pa bo nastopil gluhi pantomimik Alojz Slavko Pavlič. Tako da pripravlja se pester program, od pravljične smejalnice za otroke, igralo se bo tudi na afriške bobne, potem v znakovnem jeziku se bo tudi izpeljala vadba za gluhe, potem izpeljal se bo tudi ho-ho ples ob spremljavi afriških bobnov, tako da bo raznovrsten pester program. Pomladni dan v Kopru bo kot nalašč, da se skupaj nasmejimo, sebi, drugim ali kar brez razloga. Ne drži zaman rek, da je bil izgubljeni dan, ko se nismo smejali. Vabljeni 3. maja v Koper. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Špela. Sem delovna terapevtka in vaditeljica joge smeha. 3. maja bo svetovni dan smeha. Praznovali ga bodo po vsem svetu. Želim vas povabiti, da pridete 3. maja ob 11. uri na praznovanje v Sloveniji. Praznovali
bomo v Kopru. Letos organiziramo praznovanje tudi za gluhe osebe. Veliko ljudi misli, da se gluhi ne morejo smejati. Mi bomo pokazali nasprotno. S smehom želimo združiti vse ljudi. Pripravljamo zabaven program. Pridite in praznujte z nami.